Dobar dan vsem. Poglejmo, kako se poiščeta najmanjši skupni večkratnik, največji skupni delitelj polinomov. Torej, kot prvo razstavimo polinome. Tukaj imamo 2x na drugo minus 20x plus 50. Zmeraj na začetku pogledamo, če se da izpostaviti skupni faktor in tukaj ta je 2. Lahko izpostavimo 2, tukaj imamo x na drugo minus 10x plus 25. In sedaj, to je kvadrat binoma. Torej, 2 prepišemo. A na drugo je x na drugo, a je x, b na drugo je 25, b je 5. Tukaj imamo minus, x minus 5 na drugo. In torej to smo razstavili. Sedaj, 4x na drugo minus 100. Izpostavimo skupni faktor 4. 4 in tukaj ostane x na drugo minus 25. Tudi ta 4 ga napišemo kot 2 na drugo. Tukaj imamo razliko dveh kvadratov. Torej pride x minus 5 krat x plus 5. In tudi to je razstavljeno. Zdaj se postopa podobno kot s števili. Torej tukaj za oprostite, tukaj napišem tako. Delitelj, večkratnik, prav. Torej, največji skupni delitelj postopa podobno kot števili. Tukaj moramo dati samo skupne faktorje. Tukaj je 2 in tudi skupen je x minus 5. Potem gledamo potence. 2 in 2 na drugo damo nižjo potenco. 2, x minus 5 na drugo. X minus 5 damo na prvo potenco. To je ta največji skupni delitelj. Najmanjši skupni večkratnik pa moramo dati vse faktorje. Torej bomo dali 2, x minus 5, x plus 5. In zdaj gledamo. 2 na drugo, damo 2 na drugo, višjo potenco. X minus 5 na drugo, x minus 5. Moramo dati x minus 5 na drugo, damo višjo potenco. Tukaj x minus 5 samo ga pustimo tako. Torej, to je najmanjši skupni večkratnik. Sedaj, naredimo še za druge polinome. X na četrto minus 16 in x na tretjo minus 8. Ja, x na četrto minus 16. Rabimo pravilo za razliko kvadratov. X na četrto je x na drugo. Torej, x na drugo minus 4 krat x na drugo plus 4. In tukaj lahko še enkrat rabimo pravilo razlike kvadratov. In napišemo x minus 2 krat x plus 2 in ne smemo pozabiti prepisati x na drugo plus 4. In tako tukaj smo razstavili. Sedaj x na tretjo minus 8. Razlika dveh kubov. Tukaj je x na tretjo minus 2 na tretjo. Torej, če se spomnite formulo, tukaj bomo dali x minus 2, tukaj kvadrat prvega x na drugo, tukaj minus bomo dali plus, je nasprotno predznak, x krat 2, torej 2x in potem še kvadrat drugega, tukaj je plus 4. In tako smo razstavili. Sedaj, največji skupni delitelj moramo dati samo skupne faktorje. In če pogledamo, je samo x minus 2. In zmeraj tukaj na prvo, ostane x minus 2. Ta je največji skupni delitelj. Najmanjši skupni večkratnik moramo dati vse faktorje. Torej bomo dali x minus 2, x plus 2, x na drugo plus 4 in tudi ta x na drugo plus 2x plus 4.
in so vsi na prvo potenco, torej ostane tako. Sedaj naredimo še zadnjo vajo. Torej, tukaj imamo 3x na drugo plus 15x plus 18 in 9x na drugo minus 81. Tukaj 3x na drugo plus 15x plus 18, 9x na drugo minus 81. Razstavimo ta 3x na drugo plus 15x plus 18. Kot zmeraj, če sedaj izpostavimo skupni faktor, ki tukaj je 3. Ko izpostavimo, imamo x na drugo plus 5x plus 6. Sedaj 3 prepišemo in tukaj, kje imamo Vietovo pravilo, iščemo a in b, tako da a krat b je 6 in a plus b je 5. Ampak tukaj lahko dobimo na pamet, ti dve števili, ki iščemo, sta 2 in 3. 2 krat 3 je 6, 2 plus 3 je 5. Mi skali 2 in 3, torej tudi razstavimo kot x plus 2 krat x plus 3. In to je razstavljeno. Sedaj, 9x na drugo minus 81. Izpostavimo skupni faktor 9. 9, tukaj stane v oklepaju x na drugo minus 9. Sedaj, ta 9 ga napišemo kot 3 na drugo, tukaj razlika kvadratov, razstavimo kot x minus 3 krat x plus 3. Tukaj piše 3 na drugo. Ja, sedaj, za največji skupni delitelj damo samo skupne faktorje. Imamo 3 in imamo x plus 3. Med 3 in 3 na drugo zberemo 3, tisti z manjšo potenco, tukaj x plus 3 zmeri na prvo, ostane to. Za najmanjši skupni večkratnik moramo dati vse faktorje, torej bomo dali 3, x plus 2, x plus 3, brez ponavljanja vsekakor, spustimo, da še x minus 3, med 3 in 3 na drugo damo 3 na drugo, tukaj vsi ostali faktori so na prvo potenco in to je najmanjši skupni večkratnik. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala!